Bravo! Najprej predvideval, lej. Tomaž, Ne gre, veš pa, če sem močan, ne, in imam široka ramena, mišice in ne gre, ne. Maša pozabila v enem lokalu denarnico, torbico, vse. Pa pogled na jezero, čudovit. Ampak dragi gledalci, jaz sem prispel v Prekmurje. Sicer je ura že 10:30, majčkeno sem utrujen, ampak vam pa moram pokazati tale čudovit apartma, v katerem sem nastanjen. Glejte, to je dnevni prostor, televizija, tamle lepa slika, miza velika, tole je kuhinja. Gremo pa naprej pogledati. Glejte, to je čist nov apartma, zelo lepo opremljen, glejte, tako lično, slike, prav tak super občutek. WC kopalnica, glejte, kakor sem rekel, ne, to se vidi vse novo in je res lepo. Tukajle soba otroška, ali pa niti ni nujno, pač je pogreb za dve osebe. No, pol pa še spalnica. Evo, glejte, kako lepo, kako lepa slika. Tako da, evo, apartma sem vam pokazal. Jutri pa raziskujem Prekmurje, tako da glejte naprej in si poglejte, kaj vse lepega bomo videli in doživeli v Prekmurju. Jaz sem prepričan, da veliko, tako da glejte naprej. Pa napišite v komentar, kakšen se vam kaj zdi tale apartma. Dragi gledalci, evo, midva s Tjašo sva v Prekmurju. Prvič v Prekmurju, tako da dolg cajt so to planirala. Ja, to je res je. In zdaj si ga bomo dodobra pogledali in raziskali. Smo si kar par dni vzeli, tako da bomo res pogledali tiste najbolj lepe in znane točke. Danes nimava glih sreče z vremenom, ampak jutri bo pa lepš, ampak zaradi tega vremena se ne bomo dali. Zdaj greva najprej pogledati ta Slatinski vrelec, potem pa najvišji vrh v teh, kako se že imenuje? V Pomurju, Sotinski breg. Zdaj paziti morava, kako bomo midva zdaj tu poimenovala Prekmurje, Goričko, kaj še vse, Prlekija, ne? Ja, Prleki so žaljeni, če jim rečeš, da je tam Prekmurje, pa tako mi, ki pa nismo z teh koncev, pa malo pomešamo to vse, tako da upam, da ne bo kdo zameril, če se bomo kje zmotili. Trenutno smo pa na Goričkem. Aha. Ja. No, zame je tu vse Prekmurje, tako da ja, ampak se bomo trudili, da bomo prav povedali, ne, tako da zdaj pa gremo pogledati najprej ta izvir mineralne vode. Tlele sem gledal, če piše, da imajo kakšne posebne zdravilne učinke, pa nič ne piše. Piše, da ima nekaj ful mineralov, ampak videla sem po fotkah, da si ljudje tukaj hodijo tankrat v flaše, tako da. No, super, gremo pogledati. To je zdaj ta vrelc. Mislim, Tjaša, da sem prebral, da je veliko železa noter. Pa morda je malo žvepla, ki smrdi. Ne vem, kdo me je prebral, da je železo, zato je tudi taka barva. Ja. Meni isto smrdi, kot tam v Toskani, ko je žveplo. Samo veš, da želez ti daje energijo, tako če železa nimaš v telesu, tu ga ponavadi tisti, ki mesa nimajo, si kar tak bolj zaspan, nič se ti ne da. Tako da meni se to tukaj naredi, tako da bom jaz zdaj tele vode majčkeno spil, pa smrdi gor ali pa dol. Ja, se vidiš, tole je znak železa, tale barva. Tako da jaz bom tole kar spil malo. Res nagravžen okus, mislim nagravžen. Po mojem samo zato, ker je vonj. Kad bi želez slizal.
samo da naš zdaj zarjavel. Samo po moje ima neke zdravilne zadeve, tako da mi je žal, da nimam ene plastenke, da bi jo vzel in jiter popil. Veš, kakšen von je? Tu kakšni te kovinarski delavnici. A res? Ampak bomo videli, kakšni bojo učinki. Če bom zdaj Misliš, da je to hitri učinki? bomo videli. Tole smo pa že na Sotinskem bregu, to je najvišja točka Prekmurja. Gor je tale stolp, lesene, enkrat je pogorel, mislim, da par let nazaj. Tjaša je zajet gor, ali je strah? Tebe ne bo, tebi tak ni. Tebe pa bilo. Ne, ni grožen. Evo, da vidimo, kako je tole gor. Bomo se še pohmali. A so vse bolj lojtrce varianta. No, tukaj je čist bliz meja z Avstrijo. Tako da si lahko takoj tudi v Avstriji, pa tudi v Madžarska ni daleč. Moraš malo paziti, da se v glavo ne udariš. Ja, lep razgled, lepo zeleno, lepa narava. Nimamo najbolj sreče z vremenom, ampak se nič ne pritožujemo. Dober je, pa še boljš bo. Škoda, nismo malo kasneje prišli, lejte, tole je češnja, po mojem. Sicer možno, da je divja, no ali pa ne, še drobne so. Bi človek češnejo. Bi jih. Poglejte tole unikatno narejeno ograjo s smučami, in to so te smuče, ki so malo starejše. In jaz se večinoma telih Elanovih vseh spomnim, tako da, glejte, zanimivo se je tole človek spomnil, tako da vsa čast za kreativnost. Sem se odločil, da grem pa še majčkeno v Avstrijo pogledat, tako da lahko rečem, da sem bil v Avstriji. Evo, in sem že v Avstriji. Namreč tukaj je državna meja, se ste videli, lejte, tukaj je menik, tudi tukaj že v nemščini piše, no pa po naše državna meja. Mi gremo zdaj pa na tromejo, se pravi Avstrija, Slovenija, Madžarska, in zdaj tle gruntamo s Tjašo, kje je tromeja. Tle je, lejte, najsevernejši bike park v Sloveniji in imate tle različne proge. Kolesa nimamo, tako da kolesarili ne bomo, ampak mogoče je tole tudi peš zanimivo, ne vem, kam nas bo zemljevid vodil do te tromeje. Po mojem po teh trailih ne smeš hoditi. Ne smeš? Da te kdo povoz, a? Ja, ne, se gremo mi naprej tukaj po tromeje. Dobro, nič Tjaša, kakor ti praviš. Zdaj se pa ne moramo odločiti, ker piše tole tromejnik, ali je tole tale cesta gor, ali je tele. Tjaša pravi, da gor. Jaz mislim, kaj? To vam tudi misli gor. Nič, pa gremo gor. Saj raj vidim, da grejo po vašem, da ne bom jaz kriv, če narobe. Pa saj najbrž bo res držalo. Prispel na tromejo, evo, na 388 metrov zgleda, da je. Zdaj smo tu na slovenski strani. 10.9.1919, da je že od takrat le tromeja možno. Ne poznam, tole je madžarski del po mojem, po zastavi se pravi, tle verjetno Madžarska, tle pa Avstrija. Ja, vidite, tle Madžarska, ne?
zastava, tale bo pa avstrijsko, ne? Ja, točno tako. Pač, točka kot točka, seveda so to zbrali na enem hribu, ker ponovadi je na hribu ali pa na reki ali pa kaj takega meja. Drugače pa, kakor ste videli, lepo urejene klopce, moram reči, da na slovenski strani, glejte, daleč najlepše urejeno, ne? Največ klopi, najlepš, tako da, če boste gor prišli, se kar tlele na slovensko stran usete. Zdaj smo prišli na Bukovniško jezero, to je akumulacijsko, se pravi umetno jezero. Ampak gledajte, tle zaparkirati in imajo tam rampe zaprte, tukaj je pa tablo, ne. Sem se kar malo trudijo turiste odgnati. No, tole je pa Bukovniško jezero. Bomo tlele videli, koliko se da kaj sprehoditi. Tamle je nekaj videti. Bomo videli. Škoda, ker noče sonce posijati, je veliko lepš, ne, tako da posije, neha sijati in tako naprej. Tamle prej je bila tabla, da je tukaj en video izvir in tukaj je še zmeraj tablica, se pravi, da moramo tlele gor naprej. Tamle sred gozda pa vidim tudi neko cirkuco, čeprav vidim. Gremo bližje. To sem zdaj čist bliz jezera, sam šel sem noter v gozd. Prav sem videl, da je tukaj cirkuca. Oziroma, ko sem to tamle prebral, pravijo temu kapela svetega Vida, posvečena svetemu Vidu. In zato je pa tudi tamle dol, bomo šli tudi pogledati izvir svetega Vida. In zato je to postavljeno, je pa tle tako prijetno okolje v naravi si, tako da zelo lepo. No, tole je pa ta video izvir in kakor kaže, ljudje tukaj hodijo vodo točiti, ker tukaj piše, ne, da daj, če prideš več vode natočiti, da daj prednost tistem, ki so ta prvi, ki bi jo sam probali, ne, tako da lejte, čist malo tole teče. No, tukaj nazaj vod tudi druga pot, ki je lepo urejena, tako da tukaj zelo lepo za tak sproščen sprehod v naravi. Vidite, temule pa pravijo most ljubezni. Ne vem, kaj to pomeni, da če se s kakšno sprehodiš, da te bo pol imela rada. Ne vem, lejte, zdaj pa sonček posijal. Kaj je prec ful lepš. Res, in druga energija in super. Ja, in dragi moji, dobrodošli v Banovcah in če pridete sem v Banovce, kjer sem jaz, to je rečem moj drugi dom, vi morate probati prleško gibanico, ne prekmursko. In čem je razlika, dragi moji? Tu je taka bolj nizka, pogledajte pobliže, Tomaž in Tjaša. Nizka je, več plasti ima skute, sicer to jaz nimam rada, sorry, ampak je dobra. In ko je topla, si jo morate prošiti. Pa še nekaj je, nič kalorična, saj vidite, nima orehov, nima rozin, no, ampak cukor so nam pa dali. Tako da, ful je dobra. Tole pa drugače ni Slovenija, ampak je Madžarska, čisto bliz Hodoša. Ampak glejte, piše gostilna pri Eržiki. Imamo enega vodiča, tle domačina, ki pravi, da je tukaj ful dobro za jesti, pa ful pocen. In smo rekli, gremo pogledat, ker je mogoče to dobra informacija za naše sledilce. Tako da, ne, tudi mičkam, da malo drugače ješ. Jaz sem na Madžarskem že bil in mi je bila hrana všeč, vsem je bilo všeč.
In tudi zdaj smo se malo po Madžarski vozili, prav zanimivo se malo opazuješ, malo so za nam, ampak to je meni všeč. No, evo, lejte, menima je pa celo v slovenščini. Tudi. Tako da tole bo kar ok, imamo občutek. Poglejte to, ljudje. 3 Pepsi kole, en pa vinček, kdo mislite, da se je vin. Tjaša se je vin prvoščila, ker... Ne, to si vejo, da jaz pivo pijem, ampak Aja. ne voziš ti danes. Ma sej nimam nič pomembnih ljudi, tako da... Ne, imam občutek, da je ful dobro za jest. In sem se vin naročil, na Krku sem ga 2 deci spil, kalamarem je tako pasal, da ne moreš verjeti. Sam po mojem si tebe kar prime tole, kaj neč dosti ne piješ. Se bom veliko pojil, pa se me ne bo. Okay. Ja, če ne greš, lahko pa ti voziti. Ne, ni problema. Zakaj zdaj ti Pepsi naročil? Ja, zato, ker smo na Madžarskem in pač ne znamo madžarščino in Pepsi vsak razume, a ne? Vidite, ampak jaz sem pa brihten malo bolj, kot vi vsi. Jaz pa lepo Google Translate in sem naročil 2 deci črnega domačega vina. Ne? Kako si pa rekel? Ja, napisal sem v Google Translate, ne, in sem, ne. Daj, da ti zavrtim, kako se reče po madžarskem, hvala, lej. Ampak se moraš navaditi to. Köszönöm. 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 No, to boš vedel. Okay. Ljudje, lejte, kaj sem jaz dobil. Jaz sem najbolj naročil. Kaj praviš ti? Sem najbolj naročil, Tjaša, ali ne? Večinsko siguran, ja. Lej, čevapi, neka svinina, ajvarček, zemf, krompir, ja noro. Kaj imate pa vidva? Kaj je to domen? Lej. Po madžarsko ne znam povedati, drugač pa to je piščanc, to je solata, to je ajdova kaša. A ti povem, zakaj je ajdova kaša dobra, če jo ješ? Zakaj? Lasje rasejo. Ne obstaja take kaše, da bi nam pomagala. Kaj si pa ti, Tjaša? Jaz sem pa isto, kot Simon mi je on priporočal. Moraš pa... A je to kaj to zravena? So to dodele. Super, evo. In prav taka hrana je tudi, da bo pasal tale vinček tudi, tako da zdaj sem na WC letim in tu in pol se lotim tega. Evo, zdaj pa še sladica. Nikako se nismo razumeli in smo dobili malo večjo porcijo. Bo šlo, Tjaša? Bo. Za sladkar pa zmeri Je pa zmeraj plec, ne. Dober bo tole. Zdaj smo pa prišli nazaj v Slovenijo, 500 metrov stran je meja. In gremo pogledat pa še tale stolp, gremo do gor, menda se da prideti. To je pa stolp še iz časov Jugoslavije, ki je bila tukaj meja. In so tle, pač če je šel kdo čez, so ga ustreljali, ne. Iz tle gor fino so imeli razgled. Tukaj naš vodič nam je tudi povedal, da so to čisto vse je bilo po košenu, pesek, tako da tudi, ko si šel čez, so te videli. Zdaj pa upam, da se da na ta stolp prideti, pa gremo gor pogledati. Tole je bolj zanimivo, kakor je mogoče videti. Aha, veste, to je prav človek, ki mu... Veste, dobro, tle so zdaj okna dal, ne? Ampak tle človek s puško stal in je streljal. Zdaj pa malo zapihalo in bil čuden zvok. Se kar malo strašno, lejte, še ven greš lahko. Super. Lejte, drugač pa, ne vem, je to originalna barva, ker je ta siva vojaška, je evo, lejte, od Zagreb 114 km, Budimpešta 215, Dunaj 156, dobro ima je to označeno, Ljubljana 163, tamle je Lendava, kakšen lep, sončni zahod je že bil, no, ampak lep ne bo, tam Slovenija, evo na te stran pa Madžarska.
Dobro jutro, dober dan. Evo, nov dan v Prekmurju. Danes gremo pa, no te verjel, na rafting na Muri. Gleda s tem lečovničkom. To bo zanimivo. Ne bo tukaj rafting na Soči, ampak verjamem, da pa lahko vidiš, ne vem, druge zanimive stvari, živali, čist drugačna pokrajina, tako da tole bo dobro, kar gremo. Tole je pa že reka Mura in mi gremo tukaj dol, vidite, mislim, je kar hitra, ne? In mi gremo zdaj od tukaj pa do otoka Ljubezni, tam smo namreč pustili avto, to Turco imajo, jaz mislim, da bo super, tako da komaj čakam. No, še tole, da vam povem, niti nisem prej dobro videl, tole je Brod. Zakaj Brod? Zato, ker lejte, Zajla je in to na uno stran greš lahko čez, pač nimajo mostov, tole verjetno tudi z avtom lahko gor greš, ne? In te lepo po Zajli pelejo na drugo stran. Je pa glizala tale mojster za rafting povedal, da jih je še ne 5 na Muri, ali koliko. Evo, sem najprav predvideval, lej. Ne gre, veš pa, še sem močan, ne, in imam široka ramena, mišice in ne gre. Tukaj, malo čez trebuh te malo zmanjka. Ko se ti tja še norce delaš z moje postave, ali kaj? To si sam prej rekel. Zdaj, če ne bi tega omenil, mi zdaj tega sploh ne bi opazil, da imaš problem. Dobro, bomo nekako rešili. Zdaj ti fajn paše. Drugač pa si tisti, ki imamo malo bolj sala, ne, sej salo plava dobro po vodi. To ni slabo. Da sploh ne bi mogoče iz tega rabu. Zdaj se bo pa izkazalo, da je še tjaši premajhno. Je kar na knap, no? Ne, mar eno nogo si damo tu od spodaj. Pa se kaj zgodi, malo te ustavi. Nekako veslamo, eno ruko tu držimo, drugo gor na glavu. Pa veslamo samo naprej. Kdaj ja pravim zaveslamo, samo zaveslamo naprej. To je to. Kam grem jaz? Ne, ali to imaš? Tam boš? Ne, boljše to imaš tam. Se pravi, jaz tja. Če voda noter pride. Ja, sem povedal. To bomo me kri. Okej. Stavimo si veslo. Evo, lejte, zna Tjaša, zna. Zdaj bom se snemal in pa veslala. Ja. Zdaj pa kar malo počutila. Evo, to je po moje najbolj bumpy. Kaj boš doživela do zdaj? Pa je napisano, je plošča. Vsako leto Rusi pridejo pa postavijo venec. Dej Tjaša, dej še namest mene. Dobra si, dobra, dej še malo. Lej, še dvakrat zame zaveslej. Bober je bil ali pa vidra in ga ni oziroma jo ni več. To je bober. Bober. To je veliki, ne? Bober je Vidra je večji. edina žival, kaj sem ne videl na Muri v živo nikogo. Vse ostalo, ja, vidra je zelo redko. Pa bolj plašna je od bobra. No, zdaj se bom pa še jaz malo pošlepala. Ajde, Tomaž. Veslej. Boljš vesla, jaz Dajmo. Ja, normalno dotika smo še lahko na svetovno prvenstvo. Ja, ti si močen, jaz znam, da nisem.
Aj, še samo, če ti spale pa to. Ampak lej, bom zdaj, ker jaz imela kamero, ti pa veslej, zato ker se približujemo Brzicam. In zdaj mene malo strah. Res te strah. Pred mlinom je. Škoda, ker nisi tle vzadej, da bi te lažje nazaj snemal. Da vidimo. Tjaša, tole je nevarno, lej. Veliko. Ja, lej. Da se moram prepraviti. Tjaša, za sekundo poglej, povej. Zadnje občutke, lej, to je... Prik sem si rekla, si kaj pa lahko? Pazi! Bliže, kot si imaš zdaj na novo napravljeno, samo ni sistema novo. Tole je pa Babičev mlin, ta pa še eden menda sta delujoča na Muri. Kam so šle pa račke? Račk nisem mogel posnet, ker sem mogel veslati. Evo, takole smo parkirali. Vidite, tamle so teli betonski bloki, ker drugače je nemogoče ustaviti. Mi smo komaj noter preveslali, mislim komaj. Je bilo treba kar veslati, ker tale Mura je res hitra. Evo, tekmujemo, kdo naredi boljšo sliko. Na koga stavite, bomo dali pol pa komisiji, pa naj komisija naredi. Tjaša že neke fore uporablja, vidim, neke filtre, neke učinke, neke tret. Tako da bi se temu lahko reklo, da mačkam golfa. No, jaz sem prepričana, da tvojo premagam. Pa si jo pogledala? Aja, ne, to pa nisem, čakaj. Definitivno, kadam pa noč. No, bomo dali pol na glasovanje, ne bomo tle kazali. Aha, boš dal gor v story? Story Moje na pa Facebook, tvojo, ja, pa mislim. ja, pod Simona. pa da Dobro, vidi. Simona, itak midva se ne morava zdaj. Zaprav mene si pa premagala. Tebe sem pa nedvomno premagala. Da sem pa slab. Ne, zakaj? Mogoče sem sam jaz tako dobra. Aha, samozavest imaš pa serijsko. No, zdaj ti strokovnjak povedal, da glih narobe delaš. Ne, to ni narobe. Ne. Ima svojo pristop. No, jaz sem tudi svojega, pa je najslabi ratalo. Evo, tu pa strokovnjak dela sliko. Tekmujemo, kdo bo naredil boljšo sliko. Bojim se, da me je Tjaša premagala. Ne bojim se, ampak vem, da me je. Tale bo pa zmagal. Ni pa Tjaša bilo pošteno, da sem jaz ta prvi delal, ker tiskata zadnji dela je že prej druge vice. Dobro, od mene se niso veliko naučila. Si sam tako hotel. Zdaj barve nisem nič napravil. Kaj praviš, Tjaša? Čist na turca. Lej, samo drugo kompozicijo, Ja, vsak ta je ima svoj bolj pristop. umetniška, ja. Njegova je definitivno bolj umetniška, ker je... Ampak ni pa. No, ampak tvoja je dobra. Ja, zato, ker sem barve popravila, no. No, zdaj se pa ta naš, ki nas vozi z raftom, se je pa tle zmenil, da gremo lahko pa še ta mlin pogledat, kar je seveda fino. Še iz Kopnega, in se to je lejte tako, ne, se pravi, tamle se tisto kolo vrti, potem so neki prenosi, ampak ne vidim pa tle, da bi ta prenos šel nekam sem v mlin, ker menda imajo take mline, da se vse dela na čovnu, ne? Imaš pa tudi take, da je pol prenos nekam v... Ma bojo pokazali, pa bomo vse videli, no. Zdaj gremo v mlin.
maksimum, število je 9. Evo, to je Karmen Lasnica. Povedali. Se pravi, nahajamo se v Babičevem mlinu, jaz sem že tretja generacija, pred mano ga je imel pokojni dedek, pokojni oče. Po eni zapiski obstaja naš mlin že od leta 1887, se pravi še kraljevina SHS. Ker pa je nekdaj bilo več mlinov, se pravi komplet delujočih na vodi, jih je narasla Mura dosti odnesla, dosti jih je šlo po drugi svetovni vojni, ker na tem koncu je bila fronta, ravno Mura je meja. Z ene strani so bili Rusi, na drugi strani so bili Nemci in je v tistem času malo mlinov ostalo. Naš je eden izmed redkih, ki je ostal. Tako da, se pravi, zgradba, leseni del, kjer smo tukaj, je stara čez 120 let. Les je večinoma še vse od takrat, ko so ga naredili. Tu pa tam je že kakšna sprememba, ker ni več starih mojstrov, ki bi se razumeli to. To pač nažalost ni računalnik, da izrišeš pa gre. Mlin je dosti krat pod poplavami, tudi mi smo leta 23, ko so bile tiste uničujoče poplave po Sloveniji, smo tudi mi bili poplavljeni 5 dni pod vodo, se pravi tudi spodnji del mlina je bil pod vodo 40 cm, tako da verjetno so tudi temelji utrpeli kaj škode, ampak glede na to, ker smo pri vodi, smo navajeni na poplave, ampak ne na takšne vrste poplav, kot je to. Se pravi, naš mlin je kombiniran, nismo odvisni samo od vode, ampak imamo kombinirano z elektriko, zaradi tega, ker je v zimskem času zelo nizki vodostaj in kolo nima toliko moči, da bi lahko poganjalo vse stroje, ker mlin ni več na kamen, ampak je na valčne mline, pa rabijo malo več moči. Se pravi, še vedno se melje od pšenice do koruze, do ajde, do pire, žita so vse lokalnega izvora, tako da dosti krat kdo vpraša, če je domače, domače je vse, ne domače. Imamo nič iz voza, za kaj večjega smo mi premali, da bi lahko kaj uvažali notre, tako da Kaj je pa, vse. a to lahko malo razložite? Ja, spodaj so valčne mline, tam se vidi en del silosov in silosi se iz podstrešja napolnijo s trakom in ko so silosi polni, se prične mleti. Se pravi, spodaj sta dva jeklena valja notri in kak žito pada, v teh ta večjih prenosih so notri jermeni, pa nekakve šalice so pritrjene na 40 cm, se pravi, ona na vsake 40 cm na polno zagrabe, nese na podstrešja, kjer so sita, po drugi strani se vrača prazna nazaj in tako gre, gor dol. In zdaj, kak tisto drobljivo pada na sita, sita so zložena po gostote, se pravi, da avtomatsko sortirajo in tako pada tudi moka. Tukaj notri. To so pa votle lesene cevi, se pravi, ti se odpre, ko se melje in pada groba, manj groba, fina, pa na koncu pa otrobi, kar je končni produkt. Se pravi, to, kot sem rekla, je staro 120 let in zdaj ljudi iskati, če se kaj zgodi z mlinom, je bolj težko, ko bi ga vedel, kdo tako nazaj postavi v takšno obliko, kot je zdaj. Ni več teh mojstrov, pa bi znali. Mojstrov, starejši ljudje, ki so se ukvarjali s tem, ki so delali to, tudi ni tu pri nas okrog enega človeka, ki bi vedel postaviti nazaj mlin. Ne? Jaz vedno pravim, za tiste čase so bili ljudje zelo napredni, ko so točno vedeli, kam kaj speljati, pa da še zdaj to drži. Ja, res. Ne? To res, ko človek razmišlja takrat, toliko časa. Ja, glede na Glede to, kaj so letnico. takrat imeli, ja. Je vse, ne, točno svoje, ker dan današnji mline zidane industrijske, ko se postavljajo, to se računalniško izriše in potem se cevi tudi tako delajo, pa postavljajo, ne. Pa še takrat je treba kaj spremeniti, ne. Ja. Tako da ja, vse tehnice, to so kište, mi rečemo. Večinoma je bolj malo moke notri, večinoma se pakira v žakle papirnate, nekaj po kilo, nekaj po 5, nekaj po 10, nekaj po več. Drugače pa nekdaj pa se je shranjevalo v teh kištah ali kaščah po slovensko, ne. Nekdaj so bile polno z moko, zdaj pa glede na to, kaj je živilo, pa še vedno delujočo, vsi vemo, HACCP sistem, treba se je držati, tudi mi smo pod inšpekcijskim nadzorom, tako da že zaradi tega nimamo več nekaj velikih količin nasutih notri v teh kaščah.
Tle imate posod takale table, se pravi, tu so fotoaparati, kamere, tako da midva s Tjašo so bila ena redkih, ki so tukaj imela čast, da so lahko snemala, tako da in so fino posnela, ne Tjaša, so imela čast, vidiš, te table si videla. Jaz sem tudi zelo sva vesela, da nama je gospa Karmen, ki je lastnica oziroma ki trenutno vodi ta mlin, da nama je povedala zelo zanimive stvari, no, tako da. Super, ja. Zdaj pa naprej, ajde Tjaša, ti imaš prednost, ženskama, jaz moram prednost. Sem jaz bi rad pa tebe posnel. Veš, kakšen bi tu posnetek bil, če bi noter pal. Pas, ful drsi, jaz sem. Zdaj mu pa vse umažal noter. Ful mi je bed, ker zdaj moram na ta blač stopiti, pa noter čavam. Samo stopi. Neč ne bo zanimivim videom, da bi Tjaša not pala. Pa bi za naleš Tjaša za atrakcijo. Daj kamero pa daj ti za atrakcijo. Evo, Tjaša bo našla odvezati, ko smo pozabili se odvezati. Je pa samo udrini čo. Ja. Pa salto, no. Si rekla prej Tjaša, da ni delež do vrtmaja. Ušla. Zdaj pa res ni daleč. Čau, čau. Ti samo pejt noter, pa potem jaz odrinem. Okay. Drugače boš... Ja. Veš, tako polih se. Samo ko ne boš mislil, tu jih je kar nekaj plavalo. Ja? Ja, ko so se tu zabili noč. To je zdaj nov. Ta je novi, ampak še verjetno ne vozi. Ne? A je ta ne bo? Ja, tisti je prvi. Zdaj bi morali zavesati. Okay. Evo, imamo novega, ki se usposablja, da bo na Savi boš ti rafting odprla, ne? Sava je pa preveč divja. A ja. No, pol prid pa k nam na Temenca. Vem, sem že bil. Tjaša, ti si pa gledala, mi smo pa tule matrali se. Si ste fanti, A? Si ste moški. A to je to. Evo, končali smo pa na otoku ljubezni. V glavnem, to je bila luštna izkušnja, prav za spočiti se in sebe in vse. Tako da meni je bilo super. Pa jaz imam take stvari izredno rad. Jaz tu po reki s čovnom se pelat, to je nekaj najboljšega. Jaz sem se že kot otrok sem delal čovne, da bi se po Temenci vozil. Seveda so se ponavadi potupili, ampak imam eno vesele, pa voda mi je ok, pa vse, tako da meni je bilo fantastično. Tukaj je še en brod, se pravi, da čez pele, imenuje se Brod Ižakovci. Zdaj je to zaprto, drugače pa voz. To smo drugače čist bliz otoka Ljubezni. Imajo tukaj kar fino zrihtano. Sicer ne, zdaj ni ljudi, čez vikend verjeten, je pa to kar nekaj lokalčkov.
Tako da tukaj lepo, se pravi, tole je pri otoku Ljubezni. Tole smo pa že na poti v Jeruzalem. Tukaj smo se ustavili na eni razgledni točki, si pogledali tole umetniško stvaritev. Drugače pa lejte, razgled super, vinogradi, tamle sodi, tako da zanimiva točka. Zdaj pa nadaljujemo proti Jeruzalemu. Zdaj smo šli pa še pogledati vas Svetinje. Lejte, bili smo na unemle hribu. Tamle na drugi strani se vidi Cerkvica. Tukaj za mano je vasica Svetinje, bom pokazal. Imamo pa zdaj majčkeno paniko. Tjaša pozabila v enem lokalu denarnico, torbico, vse. Seveda je malo živčna, jaz bi bil fejst. Ampak jaz kot opazovalec, ker se to ni meni naredilo, ne. Lejte, sem prepričan, da je bo dobila, ker tlele v Prekmurju pa ne kradejo. Imam pa tako dober mnenje v ljudeh, tako da sem prepričan, da je bo dobila. Ampak čist pa razumem, da je pa ona živčna. In zdaj kličejo to gostilno, jaz ne vem, ali bo dobila ali ne, ampak se upam napovedati, da je dobila. Bom pa zdaj šel nazaj, sem ene 20 metrov od njih, pa bom vprašal, pa bom tudi povedal, da te videl. No. Jaz sem prepričan, da bo dobila. Si tako meni, pa 5000 evrov. 5000 evrov ni. 5000 evrov imamo denarnic. Veš, kaj je še Resno. ostalo tam, 100%. na stolico, pa še ne Res, nobena res? tam sedel. Brez hece. Sem vprašal, če je še ostala... Je šel gledat zdaj tja, ne? Kaj praviš, Tjaša? Si vesela? Zdaj še nekaj imam Šok. za 220. Ti, kar bo vesela, pa povej Tomažu, pa še Simon bo slišal zgodbo od... kje smo že bili? Kva si najdla ti dlako v senu? Aha, moj ključ. Ja. Dobro, sem tole bil zdaj tak stres za me. Lej, verjamem. Mene bi morda Ampak že... ne bi bil tak stres, če bi bila moja. Ja. Bi bil manjši stres, tako je bila pa njegova. Tako da... Ja, okej. Smo rešili. Hvala. So pošteni tle ljudje, ne? Se ne dvomim v to, V ampak... Ljubljani mogoče ne bi bilo čisto tako. Ja, ni še bilo nobenega, verjetno, kaj je šel, da rekli. Tole mi zdaj kar pokvarjalo. Ja, ne, sem zdaj možeš biti dobre volje, ker se je rešilo. Ja. Jaz sem špilo enkrat. No, zdaj smo pa že v vasici Svetinje. Ne vem, kako se naglasi. So tudi Svetinje pri nas, v Trebanjski občini, tako da luštna vasica na hribčku. V apartmaju, kjer sem, je nad Pojslo ogromna slika. Sem rekel, kaj je to za en kraj? Lepo slikano z drugega hriba. Saj ste na začetku videa, ste videli to sliko. Vidite, tle, tako kako so počasi zidali, takole, z opeko navadnega formata. Vem to, ker sem gradbinec in smo tudi trenirali v šoli. Dimnike smo ponavadi zidali s tem navadnim formatom. Cerkvica. Tole smo zdaj pa že prav v Jeruzalemu in lejte to pokrajino, tamle v zadju mal izstopa Boč, to smo že bili enkrat. No in zdaj gremo pa tle za nam pogledat, lejte tole cerkvico, predvidevam, da so še tle kakšni razgledi na drugo stran, tako da gremo še sem.
Meni je odličen. Meni je to dobro, ja. Vse sem že pil to, ampak... Šipon, Ja, da poveva. to je Kranjc, njihova... ali ko pokažem. Da se saj ve, kaj pijemo, a ne? Ja, dober je. In vi je zraven, pač Koroška razvojna agencija, ki je zraven. Tako. Bo pa ponudba, pač in hotelske sobe so, fajn je tudi lokacija za poroke, ne, ampak je malo že pozno za, ne, sicer eno Pariz še imamo. Drugače Zdaj smo pa prišli še na en čudovit kraj. Se veste, voda vam je sred, Blaguško jezero. In lejte, ko so to fino naredili peš pot tole leseno, jaz takele sprehode obožujem. Pa še to, da je blizu sončen zahod, bomo verjetno tle počakali v noro. Tamle so pa še neki glamping naselje, pa to, tam od vrha smo videli z avta, zgleda čudovito, tako da imam občutek, da je tle fino, ne, dober, voda ni kristalno čista, menda se kopajo polet, ampak dober, to res ni čisto najboljš, ampak gledajte, za neki sprehod, pa to, super, super. No, zdaj smo pa prišli do tega naselja, tukaj ima en lokalček lep. Tole, to bo kamp. Kamp pa tamle mogoče ne par nekih mobilnih hišk ali nek glamping. Bomo šli tudi kaj, bo boljš videti iz one strani, no. Pač pa lejte, takole lepo. Zelo lepo ima je tukaj urejen. Zelo lepo. Lejte, takole, ko greš, ne, lejte, taki pomolčki, se usedeš, gledaš, meditiraš, tamle vidim veslajo nekaj, tako da verjetno je ta jezero tudi zato dober. Lejte, tudi tamle naprej, če pogledate vse pomolčki naprej, tukaj tudi, ne, mislim, fantastično. Meni je zelo všeč, ampak to še ni vse. Se bomo še malo sprehodili. Tole moram priznati, da ne razumem čist, piše pot k jezeru, ampak jezero je tle 5 metrov za menoj za hribom. Tle piše Pomurska planinska pot. No, zanimivo, no, tukaj, lejte, ko je tudi ob jezeru, je pa zaprto, ne vem, je to privat ali kako. Ja, verjetno je to, ali pa je kakšen kamp ali kaj tacga. Zato je ta tabla pot k jezeru, moraš tole mačkam gorjet, pa najbrž spet prideš k jezeru, ker pač tukaj ne moreš. No, zdaj pa poglejmo še ta glamping naselje, tako sem ga jaz poimenoval, ne vem, a se tu reče glamping naselje, kaj drugega. Lejte, takele lepe hiške, vse v lesu. Možno, da je to pač drugače narejeno, pa je v bistvu les, malo v lesu, malo v te slame, kako bi rekel, ampak gledajte, lepo, lično. Tamle so tudi te majhni glempi, dol teli kot šotorčki, tamle so sanitarije od zadaj, ne, seveda teli, ne, sem prepričan, te imajo sanitarije noter, teli jih pa nimajo, morajo pa kele hoditi, ne. Lejte, tu so pa takele zadevce, poznane, se to imajo vsi. Lejte, imajo jih tlele kar nekaj. No, še enega tacgale, da vam pokažem. Lejte, pa tam odzad je še en. Ja, meni se dopade. No, zdaj smo šli tam noter, ki je ograjca in ja, prideš v tale glamping. Je bilo odprto, da ne kdo misli, da smo odirali. In lejte, lepo, lejte, tale je dobra. Tale je huda. Tale je huda, a? Wow, dober so to naredili. Pa lejte, lepo, v naravi. Takele stvari so meni zelo všeč, no. In tle imaš jezero čez zraven. Je lepo lušno. No, smo šli gor na eno kavico, na tole lepo teraso, ki je super. Sem stolov nimajo takih normalnih. Zdaj pa pogled na jezero, čudovit.
Ampak bomo šli rajdol, smo se odločili. Je pa tole fina terasa. Da vam zdaj po dnevu pokažem še, koliko velik vrt ima tale spoden apartma. Jaz sem bil v spodnjem, Tjaša Domen sta bila zgornjem in glejte, sem imel še ta ogromen vrt, pa glejte, lepa terasa, ne? Glejte, koliko je to placa. Tako da, prav super je, no? Prav super, poseben tale ta spoden. Mislim, zdaj sta ista spodn zgornja, ampak tale terasa je še en tak dodaten plus, tako da meni se super zdi. Naš lep apartma smo zapustili. Končuje se ta naš 3-dnevni izlet po Prekmurju oziroma dobra 2 dneva. Za nazaj grede smo šli še semle v Expano. Za menoj je bolj zanimivo jezero, vam ga pokažem v drugem kadru. Grem mal na drugo stran, da bom boljšo svetlobo ujel. Tole pa mi je všeč, glejte. Kakšna lepa plaža, kakšna lepa kristalno čista voda. Tamle ima nekdo sup, zasupati super. Če malo veter zapiha, najbrž tudi zasurfati. Glejte, tudi na tole stran, kako je lepo, tale zalivček, pa ko bi skoraj na morju bil, ne? Tako da meni se tole fantastično zdi zakopati. Se še nikoli nisem. Tle v Expanu sem drugič, enkrat sem bil čist na kratko, ampak tole mi je top. In veste, kaj mislim? Mislim, mogoče se motim, da tukaj zelo hitro rata topla voda, ker sonce se greje, ker je jezero. Mogoče mi šumečke noge namočiti, bom videl. Roke sem noter malo namočil in topla. Jaz mislim, da je že čist ok zakopati. Tamle je tudi ena kopalka, mislim, leži sonce, ne vem, je v kopalkah, a to pomeni, da se sem sončal, bo šlo tudi noter, ne vem, ampak gledajte, tole kar vab, da bi človek noter skočil. Seveda sem majčkeno še bolj navdušen zato, ker se je pomlad začela, ker kopalne sezone še ni in zdaj bi res kar skočil noter. Tjaša, kako se ti tukaj zdi? Meni je zelo všeč, res. Sploh polet mora biti fajn, ker se greš lahko še kopati, tako da meni je res lepo tukaj. Tole kar vab, da bi človek noter skočil. Ja, res. Tamle ena gospa vidiš že v kopalkah, misliš, da se kopa. Ne, po mojem je super. A supala. Ja. Tudi to ni slabo, pa surfanje. Zdajle je super, bi bilo čisto super. Jaz mislim, da je ta voda že kar topla, ker ni to reka in po mojem se kar segreje ob takem soncu. Ja, možno. Daj ti tole mačkem probaj roko pa, da vidimo, če imaš kaj termometra v rok. Ja, ker z roko imaš še tukaj čist nizko, ja, mislim, tukaj je kar topla. Tle bi človek kar šel, ne? Ja. Tukaj bi bilo že zdajle čisto okej. Ja, neč, tole škoda, ker nismo kakšnih 14 dni kasneje, pa bi se še malo kopali. To je pa res, sicer kopalke imamo, a ne? Jaz jih imam, ja. Ja, jaz tudi. Bomo razmislili. Se počutim, kot bi bil nekje na Jadranu, lejte. Čist morje. Prekmursko morje. Tudi plezalno steno imajo. To imam jaz rad, sicer to je bolj za otroke, ki je nizko. Opozorila, plezanje na tej steni je podobno plezanje v pomrovanju, pač si potreba poskrbeti za... Ja, se pravi, poskrbeti je treba, logično. Zdaj bo izkušeni plezalec Tomaž bo demonstriral, kako se pleza. No? Dragi prijatelji, lejte, boste videli, kako 55 let star oldtimer gre še gor po taki steni. Oni, ki upravljate to steno, nič sebe, tudi če padem, noben ga ne bom tožil, vem, da je to na lastno odgovornost in ne bom se zdaj nekaj izgovarjal, niste tle 6 tabel dal, pa ne vem, koga še vse, je to pošteno, Tjaša, ali ni pošteno. Je? Če sem sam tukaj trapast, da grem, pa da padem, sem sam kriv, je tako. Se strinjam, čisto. No,
In zdaj, ko si Tjaša, misliš, bom po teh belih prišel do gor, da se dotaknem one strehe ali ne bom? Dobro, to ni nič, ti moraš iti gor, pa tako malo tja. Aha. Ker ni nič, boš pol še ti šla? A po belih, ja. Ne, tako, kot si rekla. Ne, jaz sem rekla, da tukaj gor ni nič tajcega, da prideš tam do gor, pa moraš iti pa še tako. No, če boš ti probala, pa bom vedel, če mi šta. Ne, ajde pa iti po rdečih do gor, da se No, dotaknem. rdeče, če so nastale, sem še na pol sem zato, da je manj. A ja, rdeče? Ajde, bom šel po rdeče. Ne, bom šel tle pa pol, ker bom vedel. Evo, če te lahko prosim, da me očala držiš. Morate vedeti, da sem v kavbeki, da bom več kar šporajo, ne? Evo. Ma jaz sem kot opica. No, Zdaj glih kele skočiti ne morem. Evo, bom pa še izkoristiti tvojo željo, da grem jaz rdečo. Hop! To smo šel, ko niste table dali in sem pol dal. ja, lej, sem ti rekla, da je rdeča težja. Vem še enkrat. Zato, ker si me ti tam izbele, kaj v tret, ne? Vse se pa začni od nule. Ja, je težja, je. Ja, Se se že takoj vidi, da je težja, ker je tle ful Jaša, teh. tole bom pa razočaral sebe in gledalce. Ok, pa Peter po rumeni. Čaj bom probal še enkrat, ampak ne boš. Pet po rumeni. Ne, nisem šla dosti dolg. No, če gledam, morate vedeti, da njemu ta pravi opreme za plezanje. Se izgovori. Ne gre, mislim, bi šlo zastava, morda če bi se zub šlo gor, ampak fino za trening roke. Trete. Si pa kar ukreten, Jole, priznam. za svoje leta, Madonna. Za svoje leta si... Ja, tako da bo, hvala za snemanje. Tukaj čisto ob jezeru imajo tudi kar nekaj igral za otroke. Lejte, tole je zanimivo. Pa tamle plezalna stena, smo že pokazali. In lejte, tle naprej še vse živo, ne, in zdaj jaz sem rekel za otroke, ampak veste, da jaz sem se kar najdel v tem, tako da kele gor sem rinil, tle sem malo plezal, samo tu v supergah težko. Evo, Tjaša pa Domen tamle telovata. Ja, lejte, fino imajo. Fino, ajde, dajmo. Še pol ure. Lejte, kakšne mišice ima Domen. Što je pa glasbenik. Ajde. Jaz pa delam Čak, zadnji. a bi dali Tomažu še kakšno drugo? Sigurno boste nekaj tazga najdeli, da bo težko zame. Ok. Grem probat. Preveč ne bom riskiral, da se nam polomil zdaj na poletje. Pol pa na Triglavnem mogo je Tjaša. Tole pa po mojem tudi ni toliko lahko, kakor izgleda. Misliš, Tjaša, da imajo velika tle take otroke, ki jaz sem zdajle? Mislim, da zelo malokrat. Zelo malo jih je, ja. Tako da nekaj otročjega je še v meni. Kaj, Domen, moram povedati? Kakšen je tvoj plan s temule stolpom? Ja, do gor prideti. Do vrha, pokaž kje je vrh. Do vrha, da se boš dotaknil prav vrha te štange. Ja, bom, ja. Boš? Bom. Pa še nekaj moraš povedati. Ja, povedati moram, da če bom pol, da ne bom Domna tožil, ker je on idejo dal. Aha, okej. Ne bom te Domen tožil. Okay. Tu sem jaz, nisem en unih, ki so vse drugi krivi. Če bom tle pol, sem samo sam kriv. Prvič zato, ker sem šel, drugič pa zato, ker sem štorast. Oziroma moram vedeti, koliko sem sposoben, ne? Tako da... Tole je pa manjka zajeban.
Edini škrat, ja, do sredine moraš priti, pa gre pa lažje, ker noč se bolj pogosto. Marija. Se ne rabiš toliko hiteti. Ne bom gledalce dolgočasno. Bravo! Ne, ampak to je res. Hitro se zapleteš. Uf. Tomaž, ti si kot Spiderman. Kaj? Kot Spiderman si. Bravo! Ja, lej, kapo dol. Za kakšno mlado sem jaz čist dosti gibčen, tako. Si. Zdaj, za tvoje leta, Tomaž, je tole res Ja, pohvalno. viš, to je pa zdrav duh v zdravem telesu, šport, nič alkohola, nič cigaretu, nič droge. Je malo preveč, to je res. To je to. Ja, lej, kapo dol. Poslušajte me, delajte isto kot Tomaž Gorec. Sploh mladina, a ne? Sploh mladina, ja. Mrskjer ne bi prišel do gor. Ja, se. Tam pa sploh ne, tako da. No, Tomaž, naslednja naloga, da greš po rokah od tlele pa do konca dol. Zdajle sem mičken pozitivno izpol pred gledalcem, ne? Zdaj bom pa vse to pokvaril, ker zato pa nisem dober. Ne, zdaj ti mi dva kar izzive dajeva, k... In kakšen z njim narediti, kaj? Zaguncam se pa kaj skočite, kaj si mi? moraš tole potehniti takoj. A ja? Ne, to. Ne, lahko probam, ampak nisem jaz tu. Ne, jaz sem tu čist prašal. Še kaj si bom nategnil, ker sem čist prašal. Ne morem, ne znam, zato pa nisem, ne vsak je za nekaj. Gremo še kaj drugega najdeti. Še kaj težji. Pravijo, ne bi šel po teh fedrih. Morda pa res. Kaj ti misliš za tole, da gre? Dobro, posnem. Sej. Po mojem Kaj si rekel, da te ne smem snemati? Ne, da ne morem. Po mojem moraš laufati. To je kar nevarno, veš. Aj ne, pa rajš ne, da nam je kaj kriva. Bi šlo samo opis, da je nevarno. A Si res? po mojem to misliš, da je to zato. Ja. Pizda, pa še otroci ubijajo. Tole mi ni... Tole je zame prenevarno. Čak grem jaz probat. Tjaša, prej povej, da ne bo kdo drug kriv, če padeš. Ja, evo, tle me je pa premagala, moram priznati. Ja, to je pa ženska elegantnost. Pa mene je malo trebuh naprej vlekel. Glej, Tjaša, vsa čast. Vsa čast. Vsa čast. Stabilizacija mi pa zmer šla, tako da nekaj šlo stalo. Vsa čast. No, tukaj smo pa zdaj v lokalu Lonček Spano. Tukaj za nami je jezero. Tole je pa Suzana, šefica tegale lokalčka, tako da bo nam malo več o tem povedala. Evo, kaj naj povem, dobrodošli v Pomurje, oziroma vrata v Pomurju, to je Expano. Kot vidite, čudovit objekt. Pod mano, kot vidite, je jezero, oziroma Soboško morje, bi lahko rekli.
Tako da tu lahko res uživate, imate ogromno možnosti, kaj lahko tu počnete, ne? Od sprehodov do športanja, do kajtanja, do vožnja z kajake, kopate se lahko, mislim, marsikaj, ne? Tako da to, lahko se vozite z bicikle, lahko greste en velik sprehod okrog jezera, to pa je to, kar se mene tiče, ne vem, mislim, ogromno stvari je še drugih, kaj lahko počnete, ne? No, pa malo se pohvali, da imate dobre gibanice. Imamo zelo najboljše gibanice, imamo, tako da to je res velika atrakcija tudi, potem smo tudi najbolj znani zraven našega bogatega bograča, kar ga tudi ponujamo. Imamo tudi ostale prekmurske tradicionalne jedi. Tako da tu, kar se tega tiče, je hrana res dobra, je kalorična, domača. Tako da to je to. Super, najlepša hvala za te informacije. Upam, da je vredno misliti. No, tako naše raziskovanje Prekmurja, Prlekije se žal zaključuje, ker je bilo res lepo in jaz sem zelo vesela, da smo končno si vzeli čas, par dni, da smo prišli v te konce. Ker malkrat pridemo, ampak edini razlog je zato, ker je za nas to kar precej daleč. Točno tako in meni je bilo kar malo težko, da nas zjutraj iti. Ja. Drugače pa super, ljudje prijazni, hrana dobra, imaš kar veliko stvari za videti. Čist drugačne stvari so, ne, čeprav je tle ravnina, ampak so neke stvari. Je skozi neko tako navdušenje, tale jezero je super, pol še če malo skočiš čez mejo na Madžarsko, je spet čist drugače. Mi smo bili v eni gostilni, se ste videli, tam je bilo meni super. Tudi ne vidiš, no, tako gostilno ne moreš, je tu vsak dan, ne, je tu drugačna. Tako da meni je super. Tako da se sigurno še kdaj vrnem, sem le pa sploh mogoče kopati, je res, to ne more biti dobro. Ja, lepo je urejen, tako da res vse pohvale. In tako, kot si rekel, kljub temu, da je pokrajina drugačna, sploh kot pri nas na Gorenskem, ko so visoke hribe, ampak navdušuje. Včeraj smo bili Jeruzalem, tam je meni Toskana in tudi boje, da je to kot slovenska Toskana. Mura ima tudi svoje čare. Ja, rafting je bil super. Rafting je bil super in tudi tisti, ki radi kolesarite, imate tukaj res ogromno poti, čudovitih poti in za kolesarje je tukaj raj. Ja, tam ob morju je tistih makadamskih cest, noter, kolikor jih hočeš. Zelo lepo imajo to urejeno. Lepo imajo, fino, ljudje prijazni, tako da jaz sem navdušen in jaz priporočam ti pa tudi verjetno. Ja, če imate možnost priti za par dni, bo sploh super, ker si boste lahko veliko pogledali. Če pa kot enodnevni izlet si boste pa iz tega videa izbrali ven tisto, ki vas je mogoče najbolj navdušilo in boste šli pogledati samo tisto, tako da priporočam. Drugače pa jaz priporočam, da grejo ljudje za vsaj enkrat, dvakrat, da prespijo tukaj, ker ni tako malo tega, ne. Še posebej, če se greš tole kopat, ne, si pol ne moreš nič drugega videti, no, tako da 2-3 dni, če so vam te apartmaji, ki smo bili mi všeč, mislim, se skoraj ne more ti biti, da ti niso všeč, ker so res super, ne. Imate link v opisu videa, oziroma kontaktne podatke, pa pokličite, pišite, se dogovorite. Tudi na taki zelo lepi izhodiščni točki so, že v sami okolici apartmajev je veliko. Meni najbolj všeč je bil most oziroma otok Ljubezni, kjer je tudi ta mlin na Muri, pa brod na Muri, tako da to je čisto v neposredni bližini apartmaja. Pa Terme Banovci so čez bliz, Mura je čez bliz, Babičev mlin je čez bliz. Je v isti vasi, ko so te apartmaji. Dobra lokacija. Tako da obiščite Prekmurje, Prlekijo in oziroma Pomurje, ne? Oziroma Pomurje in odkrite še ta del Slovenije. Ja, nič, hvala, ker ste to gledali do konca, lepo se imejte. Hvala. Adijo.